V današnjih vesteh v Ljubljani ustanovljena manufaktura za svilo. Afrika kmalu ločena od Gondvane. Končana burska vojna. Frane Milčinski dobil vlogo Kosobrina. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Afera Sova se vedno znova vrača. Tokrat je pred Komisijo Državnega zbora za nadzor varnostno-obveščevalnih služb končno na vrsto prišel nekdanji namestnik direktorja Sove Boštjan Šefic, po mnenju poznavalcev najbolj obveščen človek znotraj takratnega sistema agencije. Šefic po zaslišanju ni spregovoril novinarjem. A to je zaščita za gospoda Šefica, da ne bo mogel spregovoriti? Ova varnostna služba. Edino predsednik lahko govori. Formacija Diamant. So pa zato malo manj nerodno o zaslišanju spregovorili poslanci Dušan Kumer, Miro Petek in predsednik komisije Pavle Gantar. Začelo se je z izjavo Dušana Kumra o tem, ali je Šefic potrdil, da so bili incidenti v Piranskem zalivu leta 2004 dogovorjeni. Bili so skrbno načrtovani njegov izraz. Kdo pa so bili tisti, ki so načrtovali? O tem pa ne bi govoril danes. Potem je zadeve povsem drugače predstavil Miro Petek, ki je na vprašanje, ali so bili incidenti skrbno načrtovani, odgovoril takole. Se strani Janeza Janše in se strani gospoda Sanaderja ni bilo nobenih načrtov incidentov. Kako so bili skrbno načrtovani, tako se je izrazil vaš poslanski kolega in član komisije? Da so to besede gospoda Šefica. To niso besede gospoda Šefica. Zaključil pa je Pavle Gantar, ki je tokrat vendarle povedal nekoliko več kot ponavadi. Katere besede so bile uporabljene, je res, mogoče bi šli malo predaleč. Lahko trdim posebej, da je bila uporabljena beseda incident, da je bila uporabljena beseda skrbno in da je bilo, in še marsikatere druge besede so bile uporabljene tudi načrtovanje, tudi seznanjanje, tudi obveščanje, tudi pogovori, beseda, tudi dogovori. Kaj pa Sanader Janša? Vse to je bilo uporabljeno, tudi beseda Sanader je bila uporabljena in beseda Janša. Prejšnji teden je tiskovni predstavnik vlade sporočil, da naj bi predsedniku vlade pisali novinarki RTV Slovenija, češ da sta bili v zvezi z novinarsko peticijo zopet cenzuro zavedeni. Novinar Večera in eden izmed pobudnikov peticije Blaž Zgaga pravi, da gre za manipulacijo strani kabineta predsednika vlade, katere namen naj bi bil diskreditacija podpisnikov in peticije same. Odločno zavračam vse navedbe, da je bil katerikoli podpisnik peticije zaveden. Navedbe iz kabineta predsednika vlade, da se je besedilo peticije spreminjalo po objavi, so pa popolnoma neresnične. Z Matejem Šulcem kot pobudnika peticije nisva dobila prav nobenega poziva ali prošnje, da bi bili umaknjeni. Ob tem me preseneča, da se nekateri novinarji obračajo na kabinet predsednika vlade, da bi umaknili podpis, ne pa na najeno. Hrvaške volitve so odločene. HDZ je zmagal in SDP je izgubila. Kdo bo sestavil vlado, še ni znano in še nekaj časa ne bo. Kaj to pomeni za hrvaško-slovenske odnose? Komentar Jurij Gostinčič. Kakorkoli, če dokončno zmagajo Sanaderjevi konservativci ali socialisti, ki imajo po Račanovi smrti manj utrjeno vodstvo, je hrvaška politična drama vendarle manj dramatična, kot smo zaradi razmer pričakovali. Neverjetno, v hrvaški drami ni drame. Gospodarsko in nacionalno sta si dve največji politični sili, konservativci in socialisti, kar podobni. Še nekaj. Hrvati se predvsem ukvarjajo sami s seboj, ne z zunanjimi tegobami, niti ne veliko z datumom vstopa v Evropsko unijo ali NATO, marveč bolj z domačimi zdrahami. Slovenija? To še niti zdaleč ni velika tema, saj verjamejo, da bodo oni ugnali Slovence, ne pa občutljivi Slovenci njih. Lahko tudi odlagajo ali počakajo, niso začetniki. Ali bo zadeva Piranskega zaliva rešena jutri ali šele po jutrišnjem, jih ne more zbegati tako, kot mislijo, da to bega politike v Ljubljani. Hrvatom se zdi, da vtis, ki ga zaradi kakšne napake lahko naredijo v Bruslju in drugih pomembnih mestih, sami lažje prenašajo, kot bi kaj takega mi. Sicer pa se vedno imajo za neko večjo silo.
Zbrisali z političnega neba tisti sporazum, ki ga je Slovenijo, drugače zelo prisebni Ivica Račan, parafiral v trenutku, mislijo, duševne zmede. Le poglejte Slovence, saj so se po prvotnem upiranju hrvaškemu zanikanju parafa hrvaško-slovenskega sporazuma tudi sami odpovedali temu parafu in hočeš nočeš dali Zagrebu prav. Kar pa zadeva vstop v Evropsko unijo, se po volilni kampanji zdi, da je Hrvaška pripravljena tudi čakati več in brez nervoze. Kakšna bo po volitvah, je težko napovedati, malo bolj desno ali malo bolj levo. Z volitvami je Hrvaška pokazala, da precej mirno sedi v sedlu. Je v krizi, ki se da prenašati. Predsednica LDS Katarina Kresal je obiskala Medvode. Z občinskim odborom in simpatizerji LDS je spregovorila o nedavnem dogajanju ob izglasovani zaupnici vladi, o inflaciji in tajkunih. Kresalova je poudarila, da je bila LDS ob zadnji vladni krizi pripravljena prevzeti vlado. V tej zdaj navidezni krizi, ki je bila pred enim tednom, smo bili prvi, ki smo rekli, če niste sposobni vstopiti, pa preprosto krmijo drugi. Mi smo edini, ki se a priori nismo tako rekli, ne bomo, ni mandata, ne gremo na volitve. Ne, ker če si politična stranka, moraš biti pripravljen sprejeti tudi kakšen riziko. Mi smo to povedali. Seveda, edini, ki smo to povedali. No, to sem ponosen. Obljubila je profilacijo stranke še pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. Predvsem se moramo profilirati kot ostra kritika te vlade. Namreč to je bila kronski dokaz, kar se je zdaj dogajalo, da enostavno niso sposobni peljati zadev in da jim v resnici škoda, da jo bo peljali še 11 mesecev naprej, ker Bog si ga vedel, koliko škode se bo še zgodilo zaradi tega. Povedala pa je tudi svoje mnenje o tako imenovanih tajkunih in menedžerskih odkupih podjetij. Naša zakonodaja že zelo jasno pravi, kaj je dopustno in kaj ne. Zakon o gospodarskih družbah pravi, da ne moramo financirati odkupa lastnih delic iz cash-flowa družbe. Torej, če se... Tle je meja. In to recimo, jaz kot odvetnica, sem povedala vsakemu tujemu finančnemu investitorju, da štori iz cash-flowa, pa ne boš mogel. Ker je prepovedano. Zdaj vprašanje, koliko se to preganja, to je druga stvar. Ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja nad ženskami, pozdravile sprejemanje zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki je v parlamentarni proceduri. O pomembnosti zakona je spregovorila Špela Veselič iz društva Telefon. Če govorimo o številkah nasilju v družini, je zelo težko govoriti o konkretnih statistikah. Ena od stvari je, zakaj je to, ker se to dogaja najpogosteje za zaprtimi vrati, žrtve pa v nasilju, ki ga doživljajo, težko spregovorijo. Druga stvar pa je, da tudi nimamo nacionalne raziskave za področje nasilja nad ženskami, tako da se poslužujemo nekih ocen mednarodnih organizacij, ki pravijo, vsaka četrta ženska je žrtva nasilja, nekatere pa tudi vsaka tretja. Katjuša Kodele Kos iz društva Ključ pa je spomnila tudi na trgovino z ljudmi. Še ena stvar, ki bi jo zelo rada opozorila, je ta, da upam, da bomo v času predsedovanja Evropski uniji v Sloveniji končno ratificirali konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju trgovine z ljudmi, kajti mislim, da je čas, da tudi kot predsedujoča država pokažemo in s tem spodbudimo tudi druge države, da podpiramo boj proti trgovini. Slovenija, 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 kulturac. V Kudu Franceta Prešerna sta koncertirala Miha Debevc in Tomaž Rožanec. Skupaj z njima pa sta na odru kot gosta zapela tudi Vanja Alič, zaklonišče prepeva in operni pevec David Kastelic. Pred zakloniščem. Občinstvo navdušeno. Jaz sem Franc Prešerski in to doma, večkrat nimam nič malena strava je ta. Sem špaciral po Ljubljani, zviškam pogled, te gleda in mi prav, glej ga, rekle. No pardon, no pardon, no pardon, no pardon, zdravim to bom, za mnou. No pardon, no pardon, no pardon, no pardon, zdravim to bom, igral salon.
Še vreme. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.